Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo pokukali vsakdanjik življenja prikupne družine. In njihovo domovanje, hiša, ima tudi srce. Ja, srce, do katerega nas bo peljala nadvse srčna deklica Mija. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisatelja Zorana Steinbauerja z naslovom Kje ima hiša srce? Kadar se Mija predstavi, zdrdra. Sem Mija. Ne znam še pisati in brati. Vem pa, da je v mojem imenu spodnji del dežnika. In hitro doda. Sem Mija z bratom Majem in sestrico Mašo. Sestrica Maša je starejša za 4 prste in obiskuje 2. razred osnovne šole. Številke in črke so jo tako navdušile, da je z njimi popisala vse 4 stene svoje sobe. Mamica se je sprva hudovala, potem pa se je sprijaznila, rekoč, da so risbice zdaj njihove tapete. Maša se ne jezi, če Mija na kakšno črko nariše metulja ali pika polonico. Se pa zelo razburi, če jo pred prijateljicami pokliče sestrica. Ko se od njih poslovi, jih hitro zabrusi. Jaz sem starejša, ti si mlajša, zato sem jaz sestra, ti pa sestrica. Zapomni si že to. Brat Maj pa je starejši kar 7 prstov. On pa si je na steno narisal meter. Vsak dan preverja, ali je kaj zrasel. Rad bi bil velik kot hiša in tako dober košarkar, kot je Dončić. Zato se obilno hrani in pridno telovadi. Pred nekaj dnevi so se mu na licih pojavile rdeče pike. Mija se je uspela na prste, mu potipala čelo in ugotovila. Maj, to so rdečke? Ne smeš v šolo. Tudi Klara je zbolela. V vrtec se je vrnila šele, ko je ozdravela. Kakšne rdečke? Se je razburil brat. To niso rdečke, to so mozolji. Ti tega ne razumeš. Prihajam v puberteto. Kmalu bom odrasel. Imel bom punco. Rdečke dobijo samo dojenčice. Take razvajane, kot si ti. Nisem dojenčica. Nimam plenic in dude. Je Miji šlo na jok, kajti užaljena je, če jo imajo za malčico. Velika sem že. Je nemudoma dvignila roke, da bi bila videti še večja in se povzpela na konice prstov ter skočila kvišku. Vsak dan sem za en dan starejša. Sama hodim na stranišče. In tako kot vidva sestrico znam uporabljati žlico ter vilice in imam za mizo svoj stol. Res je. Za okroglo mizo v jedilnici vedno sedi zravnano in ponosno. Mamica jo je naučila, da je miza srce hiše. Srce hiše je zato, ker jim daje prostor za hrano in druženje. Prav za mizo so najlepše pogovarjajo o dnevnih dogodkih. Zaupajo si, zakaj so veseli ali žalostni. Večkrat tudi pojejo, rišejo in se igrajo. Danes je srce hiše še večje. Mija praznuje rojstni dan. Že ves dan na obeh rokah izteguje 4 prste, a bi jih najraje pokazala 5. Povabila je veliko otrok iz soseščine in vrtca. Domiselna darila in želje je sprejemala širokim nasmehom na licih. Zelo smešna je bila Sara. Zaželela ji je sončne pegice, ker se ji zdijo neizmerno lepe. Mija je bila kar tiho, saj še ne ve, ali so všeč tudi njej.
Zato pa je sama sebi na glas zaželela še eno sestrico ali bratca. Zabavno je, če lahko mlajšega bratca ali sestrico obvaruješ pred porednimi otroki. Zaradi slavja je mamica mizo oblekla v čisto nov prt, posejan z mucami in kužki. Na stole je položila debele blazine s pikovimi srčki. Zdaj, ko ve, da Miza ljubi oblačila in da so prti njene obleke, je Mija prijateljem ukazala, naj za mizo sedijo lepo, naj ne zvonijo z nogami in naj prta ne omažejo preveč. Zasvetile so se jim oči, ko je na ogromni torti upihnila 4 svečke. Še dobro, da zna oponašati veter. Sveče so v hipu ugasnile. Vsak je dobil kos torte in čeprav jih je Mija spet opomnila, naj bodo pridni, je na prtu pristalo veliko drobtin in drobtinic. Slavje se je nadaljevalo na prostem. Najprej so na vrtu zalivali cvetlične gredice. Skupaj so barvali papirnate vetrnice ter iz trstike in bezgovega lesa izdelovali preproste piščali. Potem, ko so na dreveso izobesili ptičje pogače ter metuljem in pticam dajali imena, so v krogu plesali in v zrak spuščali balone. Čisto za konec je Mija vsakemu od otrok izročila svojo igračo. Prosila jih je, naj jo podarijo otrokom, ki imajo manj igrač ali sploh nobene. Res je bil imeniten, prav poseben dan. Posebnim dnevom, kot so rojstnodnevne zabave, pa sledijo navadni dnevi. In tudi navadni dnevi so lahko posebni in zanimivi. Že čez nekaj dni je Miza ponovno postala srce hiše. 2 sošolki sta me pred celim razredom zmerjali, da sem grda in debela, je sestrica Maša družini potožila svojo stisko. Prva se je oglasila Mija. Jaz zase vem, da sem lepa. Kako to, da tega v sebi ne veš sama? Bodi malo tiho. Mamico in atija sem vprašala za mnenje in ne tebe. Je bila Maša kar nekoliko jezna. Ob takih dogodkih za mizo ostanejo tako dolgo, da stiske niso več stiske. Vedno najdejo rešitev. Ati je Mašo hitro potolažil. Otroci moji, zapomnite si. Žalijo samo tisti otroci, ki so v svojem srcu nesrečni in žalostni. Najbrž premalokrat začutijo toplino doma ter starševsko ljubezen in sprejemanje. Nihče jih še ni poučil, da so dragoceni in nekaj posebnega. Mami je na koncu pogovora predlagala. Zdaj pa bomo poklicali smeh, ker smo še vedno preresni. Potrkala je na okno in ga odprla. Gospod Smeh! Gospod Smeh! Prosim, pridi v naš dom in nam požgečkaj lica. Otroci, ne pozabite, na smeh naredi prav vse ljudi lepe. Naslednji dan se je sestrica iz šole vrnila zelo dobre volje. Od smeha je sijal ves obraz. Takoj se je zaupala. Sošolki sta me spet zbadali, ampak se nisem več prepirala z njima. Rekla sem jima, postanimo prijateljice. Prav zanima me, zakaj vajine oči ne znajo videti lepega. Vse 3 smo lepe. Kako to, da še ne veste, da ni grdih otrok? Srce hiše vsak dan sliši novo zgodbo. Tudi Mija ima svoje skrbi in vprašanja. Proti koncu tedna je nenagloma zavpila. Kam se vam mudi? Sedite! Tudi jaz imam težavo. Še vedno ne vem, kaj bi bila najraje, ko bom velika. Vrtnarka, balerina, angleška kraljica, napovedovalka vremena, frizerka za pse, poštarica,
ali pa šoferka avtobusa. Ker znam šteti, bi lahko bila tudi doktorica matematike. Bušnili so v smeh. Prva se je izrehnila mami. Tudi mi ne vemo, kaj bi bila najraje, čeprav smo starejši od tebe. Tako kot vsak otrok boš v sebi odkrila še veliko sposobnosti in talentov. Bolj, ko se boš z leti spoznavala, bolj boš vedela, kaj bi najraje počela in kje boš najbolj koristna. Mami, pozabila si povedati, naj me neha klicati sestrica, je pristavila sestra Maša. Motiš se je Mija zravnala na stolu. Glej, v šolo hodiš šele 2. leto, jaz pa sem v vrtcu že 3 leta. Seveda si sestrica, jaz pa sestra. In spet se je razlegel bučen smeh, ki vsakega človeka naredi lepega. In še res je. Iskren nasmešek na obrazu je resnično nekaj najlepšega. Deklica Mija je zelo prisrčna deklica, ki nas je s svojo edinstvenostjo popeljala v vsakdanjik svoje družine. In ne glede na težke ter manj prijetne trenutke, ostaja Mijina družina povezana ter celovita, zahvaljujoč njihovim pogovorom za mizo, kjer je srce njihove hiše. Čudovita pravljica s prekrasnimi ilustracijami. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Šivalnica besed. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček prav vsem in predlagam, da tudi v vaši družini poiščete srce hiše ali stanovanja. In ne pozabite na smeh, ta nasmeške, ki nas naredijo lepe. Lepo se imejte in predvsem radi se imejte. Čau, čau. Zelo lepa knjiga s čudovito vsebino. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na elektronski naslov sem prejela prijazno ter zelo vljudno sporočilo fanta po imenu Arne, ki že zelo dolgo časa spremlja pravljico v mojem knjižnem kotičku. Hvala, Arne. In današnjo klovnsko obarvano pravljico poklanjam tebi, Arne, ter tvoji sestrici Zarji. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zabavni ter poučni pravljici z naslovom Nerodna Avguština. To je nerodni Avguštin z družino. Njegova žena je nerodna Avguština, njuni otroci pa so Gugo, Guga in Gugi. Imajo tudi psa Pufa, papagajko Loro in muco Miro. Stanujejo v pisanem vozu za cirkuškim šotorom med opičjim hlevom in levjo kletko. Nerodni Avguštin vsak dan nastopi v cirkusu. Hodi po rokah, jaha na oslu, muzicira. Včasih se spre s hlevskim nadzornikom ali z gospodom direktorjem. Včasih se spotakne čez lastne noge ali se prekucne na nos. Gledalci se smejejo in ploskajo. In kaj vas ljubi dan počne nerodna Avguština? Pere, lika, šiva in krpa luknje. Pomaga Gugu pri domačih nalogah. Češe Gugo in od Gugija odganja muhe. Seveda mora poleg tega za vso družino tudi kuhati in peči, pomivati posodo, čistiti in početi še 100 drugih stvari.
Avguština lahko sliši, kako gledalci vzklikajo, ploskajo in se smejejo. In kadar po noči leži v posteli, včasih sanjari, da tudi sama nastopa v cirkusu, tako kot njen mož. Nekega dne je o tem spregovorila z nerodnim Avguštinom. A ta se je samo smejal in rekel: ti raje kar ostani pri Gugu, Gugi in Gugiju. Jaz sem moški, jaz moram služiti denar. Ti pa si ženska in spadaš v hišo, kloncem in otrokom. In tako bi verjetno ostalo vse po starem, če ne bi začel nerodnega Avguština nekaj tednov pozneje boleti zob. Ojoj, kakšen revež je bil. Avguština mu je povila lice in odšel je k zobozdravniku. V čakalnici je sedelo že veliko ljudi. Avguštin je moral čakati 3 ure in pol in še 7 minut, da je končno prišel na vrsto. Zobozdravnik je dal Avguštinu injekcijo in mu bolni zob izpulil. No, pa imamo tega lumpa, gospod nerodni Avguštin. Medtem se je naslednja cirkuška predstava že zdavnaj začela. Nerodna Avguština je ravno sedela pred vozom in strgala korenje, ko je iz cirkuškega šotora pridirjal gospod direktor in začel strašansko robantiti. Le kako je lahko šel vaš mož k zobozdravniku, ko pa ima vendar predstavo? Če ne nastopi, bomo imeli težave. Ljudje bodo zahtevali denar nazaj. Mi pa moramo nakupiti mesa za opice in arašidov za leve. Utraparija, tako sem iz sebe, da sem vse pomešal. Menda ne mislite, da je krma za opice in leve zastonj? Nerodna Avguština je nekaj trenutkov poslušala, nato pa je gospodu direktorju segla v besedo. Nič ne skrbite, vse bo še dobro. Smuknila je v voz, se v hipu spet prikazala in nato stekla proti cirkuškemu šotoru. Preden bi lahko gospod direktor to preprečil, je že stala v areni. Gledalcem je zaklicala. Nerodnega Avguština danes boli zob in zato, spoštovano občinstvo, bom za vas nastopila jaz, nerodna Avguština. Avguština je hodila po rokah, jahala je na oslu, igrala na kitaro, ter se tu in tam spotaknila čez lastne noge in se prekucnila na nos. Ljudje so se smejali in ploskali, cirkuška godba je igrala en glasen avizo za drugim in hlevski nadzornik je rekel gospodu direktorju: Prmej duš, kako spretna in smešna je. Tega si pa niste mislili, kaj? Sredi njenega nastopa se je nerodni Avguštin vrnil od zobozdravnika. Bravo, bravo, je vzklikal. Niti sanjalo se mi ni, da je kaj takega mogoče. Imenitna si je Avguština. Tistega večera sta nerodni Avguštin in njegova žena še dolgo sedela pred vozom. Sijala je luna. Opice in levi so že davno spali in otroci prav tako. Veš kaj, Avguština, je rekel nerodni Avguštin. Od zdaj naprej bova delala skupaj. Jaz ti bom pomagal v kuhinji in pri otrocih, ti pa boš z menoj nastopala v cirkusu. Samo za kuhanje, ribanje in pranje perila te je namreč vse preveč škoda. Ja, pa še res je. Samo poglejte jo, kako uživa. Odlična pravljica. In medsebojna pomoč je tista vrednota, ki jo je res vredno spoštovati in negovati. Res sem vesela, da je Avguština dobila priložnost ter le zaživela svoje sanje. In verjamem, da vsi skupaj še dan danes živijo srečno življenje ter zabavajo gledalce cirkuških predstav. Arne in Zarja, najlepša hvala za idejo o zares čudoviti pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zabavni pravljici z naslovom Jupi palica, ob kateri se boste tudi vi nasmejali. Arne in Zarja, pošiljam vama prijeten pozdravček.
tako kot seveda tudi vsem ostalim, ki spremljate pravljične zgodbe v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Super. Bravo, Avguština. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo zelo zanimivo pravljico poklanjam zvestemu poslušalcu pravljic v mojem knjižnem kotičku. Ste že kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi knjige zares oživele? Če bi iz njih skočila pravljična bitja in nas obkrožala z vseh strani. Natanko to se je zgodilo deklici, ki ni marala knjig. Pravzaprav sploh ni vedela, zakaj jih ne mara, saj jih ni nikoli brala. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Deklica, ki je sovražila knjige. Nekoč je živela deklica z imenom Mina. Ko bi besedo poiskali v knjigi, bi odkrili, da v starodavnem jeziku sanskrt njeno ime pomeni riba. Ampak Mina tega ni vedela, saj ni v knjigah nikoli ničesar iskala. Sovražila je branje in sovražila je knjige. Vedno in vsepovsod so na poti, je govorila. Temu bi lahko samo pritrdili, kajti pri njej doma so bile knjige vsepovsod. Ne samo na knjižnih policah in nočnih omaricah, kjer jih ponavadi najdemo. Knjige so bile na najbolj neobičajnih mestih, kamor gotovo ne sodijo. Knjige so bile po toaletnih mizicah, komodah, predaljih, skrinjah, kuhinjskih omarah in celo v omarah za obleko. Kupi knjig so bili na posteljah, pod njimi so se šibili stoli. Knjige so se grmadile po stopnicah, z njimi je bil natrpan kamin. Temu ni bilo videti konca. Mama in očka sta knjige vztrajno prinašala domov. Knjige in spet knjige. Knjige sta kar naprej kupovala. Knjige sta si izposojala. Knjige sta naročala iz kataloga. Brala sta pri zajtrku, brala sta pri kosilu in brala sta pri večerji. Kadar pa sta vprašala Mino, ali bi želela kaj prebrati, je zacepetala in zavpila: "Sovražim knjige!" Na vsem svetu je bil verjetno samo še nekdo, ki so mu bile knjige bolj odvratne kot Mini. In to je bil njen muc Max. Ko je bil še ljubka kepica, mu je na rep padel ogromen atlas. Od tedaj je minilo mnogo dni. Toda konica repa mu je ostala ukrivljena kot žica za čiščenje pipe. Vse od takrat si je prizadeval in pazil, da so bile knjige pod njim in ne nad njim. Nekega jutra, potem ko je Mina najprej iz umivalnika zložila vse knjige, da si je lahko ščetkala zobe, je šla v kuhinjo pripraviti zajtrk zase in za Maxa. Splezala je na skladovnico enciklopedij, da je prišla do kosmičev. Nato je odprla hladilnik. Morala je prestaviti kup revi, da je lahko vzela mleko. Nalila ga je zase in za Maxa. "Max!" je poklicala. "Zajtrk je pripravljen." Ampak Maxa ni bilo od nikoder. Poskusila je še enkrat. "Max!" je zaklicala. "Zajtrk je na mizi." Muc pa kot da ne sliši. Le kje bi lahko bil, je ugibala. Pogledala je v banjo
in za sušilnim strojem. Pogledala je pod stopnicami. Ozrla se je na steno, ali morda čepi na uri. Toda posod je videla knjige in spet knjige, Maxa pa ni našla. Naenkrat je zaslišala glasen mjav. Stekla je v dnevno sobo. Zagledala je muca, kako nemočen čepi na najvišji skladovnici knjig v hiši. Ena na drugi so se kopičile vse knjige, ki sta jih starša vztrajno kupovala dan za dnem, ona pa se je vztrajno branila, da bi jih brala. Čisto na dnu so bile velike sijoče slikanice iz časov, ko je bila še malčica. V sredini so bili abecedniki in knjige z otroškimi pesmicami. Na vrhu, tik pod stropom, pa so bile zbirke pravljic in knjige napetih pustolovskih zgodb. Na vseh pa se je nabiral prah. Nič ne skrbi, Max, mu je zaklicala Mina. Rešila te bom. Začela je plezati po skladovnici knjig. Sprva ji to ni delalo težav, saj imajo slikanice trde platnice. Počutila se je, kot da se vzpenja po stopnicah. Ko pa je prilezla do knjig z mehkimi platnicami, je spodrsnilo na knjigi pesmi. Izgubila je ravnotežje in zgrmela po kupu navzdol. Tresk! Knjige so se razletele na vse strani. Platnice so na široko zaplahutale, listi so zašušteli in knjige so vihraje popadale po tleh. Ko pa so široko razprte obležale, so se začele dogajati nenavadne stvari. S popisanih listov so se usule osebe in živali. Padale so druga na drugo, prekopicavale so se po tleh, da so knjige frčale in so se stoli prevračali. Bili so kraljeviči in kraljične. Bile so pravljične vile in začarane žabe. Pa še volk in 3 prašički in učeni gozdni škratek. Tu so bili škrlatna žirafa in mama gostka s svojim debelinkom, ki je z velike višine treščil na tla, da mu je počil trebušček. Prihajali so sloni, cesarji in avstralski emuji, palčki in pisana druščina razposajenih opic, ki so uganjale norčije. Toda največ je bilo zajčkov, ki so se trumoma usipali iz knjig. Ni manjkalo ne gozdnih zajčkov, ne belih, ne takih s klobuki. Sredi direndaje je sedela Mina, utrpla od osuplosti. Mislila sem, da v knjigah samevajo besede, ne pa da se v njih prekopicujejo zajčki, je rekla, ko je k njej iz knjige priskakljalo še 6 dolgouščkov. Saj to sploh ni bila več jedilnica. Na mizici je slon plesal na eni nogi in žongliral z dragocenimi porcelanastimi krožniki. Opice so potrgale zavese in jih spremenile v ogrinjala. Zajčki pa so si brusili zobke na nogah mize. Nehajte, je zakričala Mina. Spravite se nazaj. Toda lajanje, kruljenje, ropotanje in štorkljanje je bilo tako hrupno, da je preglasila vsako njeno besedo. Pograbila je najbližjega zajčka in ga poskušala stlačiti nazaj v kuharsko knjigo. Na smrt se je prestrašil, izvil se je Mini iz rok ter zbežal. Odprla je drugo knjigo. Iz nje so sfrfotale 4 račke. Hitro jo je s treskom zaprla. Tako ne bo šlo, je uvidela Mina. Ne vem, kdo je doma v kateri knjigi. Nekaj hipov je premišljala. Že vem, se je odločila. Šla bom k vsakemu in ga vprašala, v katero knjigo sodi. Najprej se je obrnila na neko čudno bitje, ki ga sploh ni poznala. Kdo si ti? Ga je vprašala. A kot antilopa, je žival jezno odvrnila in odpeketala iskat svoj abecednik. Pod jedilno mizo je našla volka, ki je komaj zadrževal jok.
Ne morem se spomniti, ali sem iz rdeče kapice ali iz 3 prašičkov, je tarnal in si brisal moker smrček na mizni prt. Ampak Mina je bila nemočna, saj ni še nikdar prebrala ne rdeče kapice, ne 3 prašičkov. Potem pa se je domislila. Vzela je najbližjo knjigo in začela brati na glas. Nekoč v davnih časih, je začela Mina, za 9 gorami in 9 vodami. Počasi so pravlična bitja nehala skakati, tuliti, žlobudrati, klepetati. Lezla so vse bližje in bližje, da bi slišala, kaj se bo zgodilo. Kmalu so vsi sedeli v krogu okrog Mine in poslušali njeno glasno branje. Ko je prebrala prvo stran in začela na vrhu druge, so prašički v krogu poskočili. To smo mi, so zavpili. To je naša stran, to je naša knjiga. Skočili so iz kroga, se pogreznili v njeno naročje in se izgubili v knjigi. Mina jo je hitro s ploskom zaprla, še preden bi utegnili ponovno pokukati iz nje. Pograbila je drugo zgodbo. Po vrsti je prebirala vse svoje knjige in drugo za drugim so bitja ugotovila, kje so doma. Nazadnje je v sobi ostal samo droben zajček v modrem plaščku. Mina je počasi vzela v roke knjigo. Bila je zgodba o Petru Zajcu. Mogoče pa lahko tega zajčka obdržim pri sebi, je pomislila. Stožilo se je po družbi, sedaj ko so vsi odšli in se vrnili v svoje knjige. Toda drobni zajček je stal pred njo. Nemirno je trzal svojim mehkim smrčkom ter se živčno prestopal z noge na nogo. Neučakano je hrepenel po svojem domu. Tako je Mina z globokim vzdihom odprla zadnjo knjigo. Zajček je skočil vanjo, samo za hip se je zabliskal njegov bel svile in repek in že ga ni bilo več. V hiši je nastala tišina. Max je sedel na knjigah in si umival smrček. Mina je zavzdihnila. Nikdar več ne bom videla teh zajčkov, je zastokala. Potem pa je opazila, da so knjige še vedno tu, še vedno ležijo okrog nje. Na obraz se je prikradal nasmeh. Ko sta tisto popoldne mama in očka prišla domov, nista mogla verjeti svojim očem. Nista pogrešala zaves na oknih. Ni ju motila vse naokrog razmetana razbita posoda. Niti jo niso razjezile obglodane noge mize. Saj je tu, sredi sobe, sedela Mina in brala je knjigo. Ja? Bravo, Mina. Sedaj se je pričela tvoja pravlična dogodivščina. Ja. Knjige so kot ključi, ki odpirajo vrata v svet domišljije in znanja. Včasih se moramo le opogumiti, odpreti knjige in dovoliti besedam, da nas popeljejo na to čarobno popotovanje. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O volku, ki je iskal pravljico, prav tako kot junaki današnje pravljice. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj knjige bogatijo vaša življenja ter vas popeljejo v čarobni svet. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi prisluhnete pravličnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam knjižni pozdravček. Čau, čau! Bravo, Mina. Ja, v knjigah se marsikdo skriva.
Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali pogumno deklico po imenu Blani, ki se nekega dne z družino preseli iz velikega mesta na vas. Si lahko predstavljate, kako je Blani pogrešala svoje prijatelje. A prijatelji so ji ob selitvi poklonili posebno darilo, ob katerem se bo Blani spomnila lepih trenutkov ter nepozabnih skupnih dogodivščin. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici, nastali izpod peresa avtorice z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Mala Blani in pogumna Murva. Nekega sončnega dne so starši mali Blani naznanili, da se bodo med šolskimi počitnicami iz malega ljubljanskega stanovanja preselili v hiško na vasi, nedaleč od Ljubljane, v kateri bo Blani imela svojo sobico. Novice, da bo dobila svojo sobo, je bila vesela, vendar bo selitve izgubila vse svoje prijatelje, zato so jo oblile velike solze. Starši so jo potolažili, da je tudi na vasi veliko otrok in da bo kmalu dobila nove prijatelje. Stari prijatelji pa jo bodo lahko obiskali, kadar bodo želeli. Blani se je razjasnil obraz. A res? Je vprašala mamico in očka. A na moj rojstni dan bodo tudi lahko prišli? Je še dodala. Seveda, sta odgovorila. Na dan selitve je pred stanovanje pripeljal ogromen tovornjak, na katerega so naložili vse svoje stvari. Vsi sosedje so se prišli poslovit. Prijatelji male Blani so ji za spomin podarili pretlikavo murvo, da jo bo lahko posadila ob hiši, kjer jo bo vedno spominjala na skupne dogodivščine. Očka je tudi murvo hotel dati na tovornjak. Nikar, očka, je zavpila Blani. Saj je še čisto majhna, tako kot jaz, lahko se polomi, je še dodala. Zato se je murva v nov dom peljala na zadnjem sedežu očkovega avtomobila poleg Blani. Seveda sta bili privezani z varnostnim pasom, kot to določa zakon. Pot iz Ljubljane proti Zasavju je hitro minila. Že čez pičlih 20 minut so se znašli v svoji novi vasi. Blani je bila všeč, ker je bila tako zelo obsijana s soncem in polna dreves. Še reka Sava se je vila v bližini. Sončni žarki so se v njej odsevali kot v ogledalu. Glavna vaška cesta jih je peljala mimo trgovine, šole, gasilskega doma in majhnega otroškega igrišča z novimi igrali, na katerih se je igralo nekaj vaških otrok. Vse jo je zelo zanimalo. Toda ob misli, da nikogar od otrok ne pozna, se je naredil velik cmok v grlu. Že so prispeli do svoje nove hiške. Tovornjak se je ustavil prav pred vhodom. Očka je želel čim prej znositi stvari iz tovornjaka v hišo, zato je avto parkiral pred garažo. Blani se je ustrašila, da se bo murva posušila, če je ne bodo hitro posadili v zemljo. Cmok v grlu se je spremenil v solze in hlipajoče se je ozrla k očetu. Očka, murva se bo posušila, če ne posadimo v zemljo. Očko se je mala Blani zasmilila. Videl je, da jo je selitev precej prizadela, zato je pustil, da so delavci sami raztovorili tovornjak. Blani, očka in mamica so se šli ogledat hišo in okolico, da bi se skupaj odločili, kam bodo murvo posadili. Na severu, tik ob hiši, je bila zelenica. Tam je bilo Blani najbolj všeč in tam so jo tudi posadili. Očka je izkopal veliko jamo. Blani je posadila murvo, jo dobro zalila, da bo hitro zrasla. Zdaj je bila Blani mirna in je z veseljem odšla raziskovati novo hišo in svojo sobico. Hiša in okolica sta bili na vasi veliko lepši kot tam, kjer je živela prej. Le svoje prijatelje je zelo pogrešala. Vsak dan je murvo skrbno zalivala.
večinoma z vodo iz pipe, pa tudi s svojimi solzami, ko se je spomnila, da so jo podarili prijatelji, s katerimi ne more biti več vsak dan skupaj. Očka in mamica sta jo peljala na otroško igrišče, da bi se igrala in spoznala z drugimi otroki, vendar je bila preveč sramežljiva. Ob vrnitvi z igrišča je šla najprej do svoje Murve. Moja lepa Murvica, je rekla. Ko bi ti vedela, kako je mene strah vsega novega. Murva ni nič odgovorila. Že čez par dni, ko je Blani spet prišla, da bi Murvo skrbno zalila, je zagledala na njej majhne črne pike. Odhitela je v hišo in opila: Mami, mami, Murva ima bolhe ali pa mravlje po njej lezejo ali pa neke druge živali, hitro pridi. Ker je Blani tako prestrašeno vpila, je mama res pohitela k Murvi. Pogledala jo je, z nje odtrgala mali črni plod in ga pojedla. Blani se je še bolj prestrašila. Mami, zastrupila se boš. Mami pa jo je pobožala po glavi in se je na široko nasmehnila. To so Murve, Blani, njeni sladki sadeži. Kar lepo si jih naberi in jih pojej. Blani si je najprej v strahu vzela prvi mali črni sadež, si ga ogledala, potem pa ga je lepo jedla. Kako sladke so, je rekla in hitela nabirati plodove, ki jih je vse po vrsti lepo pojedla. No, to je vsak dan, ko je Murvo zalila, pojedla tudi vse njene sladke sadeže in se še bolj veselo pogovarjala z njo. Večino časa se jih zadrževala v bližini hiše in na zelenici ob svoji Murvi. Ali pa se je igrala v svoji sobici z barbikami in drugimi igračami. Na otroško igrišče pa ni hotela iti. Prišel je dan, ko je bilo počitnic konec in je bilo treba ponovno v šolo. Blani je imela spet smok v grlu in trebušček jo je bolel. Tako zelo jo je bilo strah novih sošolcev in učiteljice. Mami jo je zjutraj spremila v šolo in ji lepo prigovarjala, da bo vse v redu. Tako je tudi bilo. Učiteljica je bila zelo prijazna. Hitro je dobila novi dve prijateljici, Neli in Mijo. Popoldne po šoli sta jo obiskali. Pokazala jima je svojo sobico, vse igračke in seveda Murvo na zelenici. Skupaj so nabrale in pojedle vse njene sadeže. V naslednjih dneh se je Blani opogumila in se sama odpeljala s svojim rdečim poni kolesom do otroškega igrišča, kjer sta je že čakali Neli in Mija. Odlično so se zabavali na gugalnicah in plezalih. Počasi je Blani spoznala še druge vaške otroke in se z njimi spoprijateljila. Za 7. rojstni dan sta ji očka in mamica kupila veliko gugalnico. Očka jo je postavil na zelenici, tako da so se zdaj otroci tudi doma lahko zabavali na igralih, skoraj tako dobro kot na igrišču. Pripravila sta klopi in mize, ki so se kar šibile pod rojstnodnevnimi dobrotami. Najlepša in najslajša od njih je bila dvonadstropna torta. Blani sta dovolila povabiti vse njene prijatelje. Tako je na domači zelenici kmalu zavladal pravi otroški živžav, saj je povabila tako vaške otroke, kot tudi svoje prijatelje iz Ljubljane. Vsa razigrana je vsem pokazala svojo Murvo in jim razložila, kako jo vsak dan zaliva. Igrali so se ves ljubi dan in pojedli torto. Še klovn Žare jih je prišel zabavati. S svojimi vragolijami jih je zelo navdušil. Blanini prijatelji so bili presrečni, predvsem tisti iz Ljubljane, bi najraje ostali kar pri njej na vasi, tako jim je bilo lepo. Malce žalostni so se zvečer poslovili in odšli vsak na svoj dom. Obljubili so si, da se bodo kmalu spet obiskali. Tako je minilo prvo leto selitve, potem drugo in začelo se je tretje. Blani se je odlično privadila na svojo sončno vas in njene vaščane.
Pridno je obiskovala šolo, kjer se je rada učila. Še rajše pa je bila na vaškem ali domačem igrišču v družbi prijateljev. Pridno je zalivala murvo, tako kot vedno. Nekega dne je videla, da ima murva nekaj suhih vej in bele pikice po steblu. Povedala je mamici. Ta je ugotovila, da zdaj murvo res napada neka bolezen. Blan je bila strahotno žalostna. Mamica se je trudila z naravnimi sredstvi odstraniti bolezen z murve. Ni pomagalo. Murva se je še vedno bolj sušila. Blan je jokala. Tudi Neli in Mija ji nista mogli potolažiti. Očka in mamica sta poklicala strokovnjaka vrtnarja, da bi pomagal murvo pozdraviti. Tudi to ni pomagalo. Murva se je posušila. Ne samo, da na njej ni bilo nobenega sadeža več, tudi enega samega samcatega lista ni več imela. To je bil zelo žalosten dan za Blani. Le kako bom to povedala prijateljem iz Ljubljane, ki so mi jo kupili? Je v neutolažljivem joku spraševala mamico. Ne skrbi, je rekla mami. Bomo kupili novo in jim to tudi razloži. Veš, da bodo to razumeli. V življenju je to normalni naravni red. Nič ni večno. Vse se spreminja. Blani se je počasi potolažila. Mamičine besede, da nič ni večno in da se vse spreminja, so ji še nekaj časa odzvanjale v mislih. Ni jih razumela. Potem je ob otroških dogodivščinah nanje za nekaj časa pozabila. Očka je suho steblo murve odrezal, korenin pa ni izkopal. Pustil jih je v zemlji. Že naslednjo pomlad je nekaj zelenega pokukalo iz zemlje, natanko tam, kjer je bila prej murva. Mamica je bila prepričana, da je veter prinesel kakšno seme drevesa, ki se je samo zasadilo na murvino mesto. Vsako leto je bilo večje in bolj zeleno. Le plodov ni imelo nobenih. Nove murve niso kupili. Vsi so bili veseli, da je tam na njenem mestu nekaj zelo zelenečega in rastočega. Le Blani je pogrešala njene sladke sadeže. Tako je mala Blani počasi odrasla v najstnico in malce pozabila na murvo, saj jo je zanimalo toliko drugih stvari. Morala se je odločiti, v katero srednjo šolo se bo vpisala. Po eni strani se je tega veselila, saj se bo spet vozila v Ljubljano in pogosto je videla koga od nekdaj malih ljubljanskih prijateljev. Po drugi strani pa je bilo strah novosti, ki jo spet čakajo. Spet novi sošolci in učitelji. Srednja šola pa tudi ni kar tako. Vendar si je rekla: saj že nekaj let treniram karate. Bo že šlo, saj sem močna in se bom hitro privadila. 7 let je že minilo, odkar murve ni bilo več. 7 let je na njenem mestu raslo nekaj drevesu podobnega, lepo zelenega. Ob koncu šolskega leta je Blanin dedek nenadoma zbolel. Pridno ga je obiskovala v bolnišnici. Vedno je bil nasmejan in optimističen. Obljubil ji je, da se bo potrudil, da ozdravi. Nekega dne, ko ga je spet obiskala, pa je bila njegova postelja prazna. Kolena so se ji zatresla in stisnilo jo je pri srcu. Hitro je poklicala očka v službo. Očka, dragi, dedkova postelja v bolnišnici je prazna. Očka je odvrnil. Pomiri se, takoj pridem tudi jaz tja in bom govoril z zdravnikom. Ko je očka prišel v bolnišnico, mu je prijazni zdravnik povedal, da je dedek po noči zavedno zaspal. Zdaj je očka moral to povedati Blani, kar mu je bilo zelo težko. Ob tej novici so Blani oblile solze. Misli so se ji vrnile mamine besede, ko se je posušila murva. Nič ni večno, vse se spreminja. Ji je takrat rekla mamica.
Zdaj je Blani razumela. Bila je neskončno žalostna, da se vse enkrat spremeni, se posuši, za večno zaspi, skratka umre. Kako žalostno je to, si je rekla. Mamica še ni vedela, kaj se je zgodilo. Ko se je Blani z očkom vrnila domov, je vsa vesela pritekla do njiju in vpila: Blani, Blani, zeleno drevo ima plodove, videti so kot murve, pridita pogledat. Tako radostno je povedala to novico, da ji nista uspela povedati, da dedka ni več. Zato so najprej odšli k drevesu. In glej no glej, na košati krošnji je bilo polno zrelih, sladkih murvic. Počasi so jih obirali in se z njimi sladkali. Blani kar ni mogla verjeti, da je to res. Čeprav so na murvo vsi pozabili, tudi Blani, ki je že dolgo ni več zalivala s svojimi solzami, celo odrezali so jo čisto do korenin, se ta ni dala. Pogumno in vztrajno je iz nič zrasla nazaj v čudovito, močno drevo. Veliko večje in lepše kot kadarkoli. Tudi plodovi so bili večji in slajši kot pred leti. Potem so se usedli na igrala na zelenici in očka je mamici obzirno povedal, kaj se je zgodilo s dedkom. Mamici je od žalosti zatrepetalo srce in zajokala je. Vsi trije so se objeli in tolažili drug drugega. Potem se je mamica zbrala, si obrisala solze in rekla: Nič ni večno. Vse se spreminja. Tudi dedek je samo spremenil obliko. Umre samo telo. Duša je večno živa in neumrljiva. Dedek ima zdaj že novo telo in živi naprej na višjem planetu, ki mu radi rečemo nebesa. Čeprav je bila Blani še žalostna zaradi dedkove smrti, jo je, kar je povedala mamica, precej pomirilo. Vse skupaj je dalo misliti. Kot bi trenil se je odločila, da bo s vztrajnostjo in pogumom premagala strah in žalost, prav tako kot njena murva. Tako se je vsakič, ko se je strahec prikradal v njeno srce ali pa se je solza žalosti spustila na lice, hitro spomnila na svojo pogumno murvo. Prepodila je strah, obrisala solzo in pogumno stopila življenju naproti. Čudovita pravljica, kaj ne? Pravljica o številnih življenjskih izzivih, težavah, ki pa jih lahko z vztrajnostjo ter pogumom tudi premagamo. Bravo, Blani. Kljub težkim trenutkom si resnično pogumno stopila življenju naproti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici, ki jo je napisala avtorica z umetniškim imenom Bella Weaver z naslovom Oti se skoti, v kateri boste spoznali psičko, ki je precej časa čakala na svoja nova ljubeča skrbnika. In naj vam samo prišepnem, da se je pravljica srečno končala. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite srčni ter prijeten pozdravček prav vsem, ki spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau. Čudovita pravljica. Bravo, Blani. Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali srčno deklico Mijo, ki se z veseljem odpravi na kratke počitnice k babici in dedku. A kaj, ko je dedek zbolel in leži v posteli? A Mija ima posebno moč.
moč, s katero bo prinesla svetlobo v temne dni svojih starih staršev. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti slovenski pravljici, nastali izpod peresa pisatelja Zorana Steinbauerja z naslovom Mija pomaga dedku. Kadar sta brat Maj in sestrica Maša v šoli v naravi, Mija ne gre v vrtec. Tiste dni tudi ona želi v naravo, zato jo mami in ati odpeljeta na deželo k babici in dedku. Obiski pri njiju so poseben čas veselja in druženja za vse. Mija običajno že na dvorišču z mahajočim repom glasno pozdravi kuža Floki. Dedek in babica jo ljubeče objameta in dvigneta v naročje. A tokrat ni tako. Na dvorišču je srečala zdravnika z veliko torbo in se mu predstavila. Sem Mija, ne znam še pisati in brati. Vem pa, da je v mojem imenu spodnji del dežnika. Danes je nekaj zelo narobe. Floki ni dvignil repa. Babica je videti žalostna. Hiša je tiha. In kje je dedkov smeh? Dedek Stanko je zbolel. Že 3. dan počiva v posteli. Nihče in nič ga ne more zvabiti iz nje. Ne lakota, ne žeja. Niti sonce in lep dan. Ne babica Kristina, ne kuža in niti zdravnik z zavihanimi brki. Mija se je poslovila od zdravnika in staršev in se urno vrnila k dedkovi posteli. Dedi, zakaj še vedno ležiš? Ga je ljubeče prijela za roko. Prosim, vstani, saj veš, da imam danes vrtec v naravi. Šla bova hranit kokoši in zajce. O, moj zakladek. Danes bo tvoj vrtec v naravi odpadel. Se je dedku zatresel glas. Nisem dobro. Ne morem vstati, ne morem hoditi. Dedek, nikar ne skrbi. Pomagala ti bom. Zdravnik je rekel, da imam to moč, a me moraš ubogati. Mija obožuje igro pri zdravniku, zato je v svojem nahrbtniku prinesla tudi stetoskop, slušalke za poslušanje srca. Vsem svojim igračam je že poslušala srce, pa tudi bratu, sestri, mami in atiju. Zato Mija ve, da vsako srce bije nekoliko drugače. Dedi, tvoje srce bije tako močno kot mojemu zajčku. Tok, tok, klop, klop. Zdrav si. Ga je pobožala po prstih. Dobro poslušaj. Je odložila slušalke in vstala. V vrtcu smo se pogovarjali o starih starših. Roki je potožil, da njegov dedek ne more več hoditi. Takoj sem ga vprašala. Kako ne more hoditi? Saj moja dedka hodita in babici tudi. Vzgojiteljica pa je rekla. Mija, nekateri ljudje zaradi bolezni ali poškodb res ne zmorejo hoditi in morajo dolgo ležati v posteli. Dedi, če se nečesa naučiš, kako lahko to potem pozabiš? Babici je šlo na smeh in je zaploskala. Že nekaj dni se ni smejala. Mija, mogoče bom vstal jutri, je čez nekaj časa odvrnil dedek. Danes sem zelo utrujen. Dedi, ne skrbi, še danes boš vstal. Je Mija v nahrbtniku poiskala papir in barvice. Vselej jih vzame s sabo, da bi dedku in babici pokazala, česa se je že naučila. Sedla je na posteljo in na list narisala sončne pege. S škarjami jih je izrezala in nalepila na dedkova lica. Dedi, podarjam ti sončne pegice.
ker če imaš sončne pegice, imaš na obrazu sonce in si zares močan. Babi, pridi! Dedkovemu soncu bova podarili zdravilne poljube. A dedek kljub sončnim pegicam in zdravilnim poljubom ni vstal. Babica je odšla v kuhinjo pripravljati kosilo. Čeprav je dišalo in je v loncih vsake toliko zabrbotalo in zapiskalo, je Mija ostala pri dedku. Ves čas ga je trdno držala za roke. Tudi Floki ga je s tačkami na svoj način opogumljal. Potem je skozi okno nenadoma vstopilo sonce. Stena, ki je bila še malo prej pusta, je bila zdaj v celoti ožarjena, kot bi jo sonce prepleskalo. Mija je poiskala rumeno barvico. Deklica moja, kaj pa počneš? Je vprašal dedek Stanko. Dedi, pridi, pomagal mi boš risati žarke. Sonce mora imeti žarke. Če jih nima, je le krogla. Jaz jih bom risala spodaj, ti jih riši zgoraj. Ne, se je upiral dedek, a kljub temu se je v posteli malce privzdignil. Že dolgo nisem risal, sploh pa ne znam. Če znam jaz, znaš tudi ti, mu je Mija ponudila rumeno in rjavo barvico. Narisala bova tudi stol. Sonce bo sedlo nanj in se bo družilo z nami. Ogrelo nas bo. Po kosilu bomo šli na zrak in mu pomahali. A dedek tudi po kosilu ni vstal. Bolan sem, ne morem. Mogoče jutri, je potožil. Hip zatem je Mija znova pobrskala po nahrbtniku in z modro barvico po tleh narisala valovito črto. Kaj je to? Sta v en glas vprašala dedek in babica. To je potok. Primita me za roko, da ga bomo skupaj preskočili. To bo naš vrtec v naravi. Mogoče jutri, je dedek žalostno zamrmral in tudi tokrat zmajal z glavo. Dedi, ne gre tako. Potruditi se moraš danes in jutri, se je Mija zastrmela v dedkove oči. Ne bom odnehala. Mami in ati pravita, da je pomembno vztrajati. Še danes mora dedka zvabiti iz postelja. Nasmehnila se mu iz vsega srca in opazila, da njegov obraz ni več bled in da z očmi išče copate v posteli. Iz nahrbtnika je vzela peresnico in stopila k steni. Dedek je pozorno spremljal njene gibe in se v mislih spraševal, kaj neki bo njegova vnukinja narisala zdaj. Najprej je nastala ravna črta. Mija je dodala še 3 in narisala pravokotnik. Ker ni bila popolnoma zadovoljna, je nanj narisala še rdečo pentljo. Uganita, kaj je to? To je škatla s keksi. Se je babica trudila spomniti česa domiselnega. Ne, je rekla Mija in pogledala dedka. To je radio. Poslušali bomo tvojo najljubšo pravljico. Se je dedku glas od vznemirjenja malce zatresel. Sem uganil? Ne in ne, še ugibajta. V tej škatli je tvoj rdeči dežnik. Se je dedek v posteli popolnoma zravnal. Odprla ga boš in zaplesala. Ne in ne, se je smejala Mija. Nikoli ne bosta uganila. Dedi, to je škatla s tvojimi novimi čevlji. Zelo si želim, da me odpelješ na sprehod danes in ne jutri. Zaslišalo se je tiktakanje stenske ure. Floki, babica in Mija so se zazrli v dedka. Tudi dedek je strmel vanje.
V njihovih očeh je videl ogromno upanja in sončne svetlobe. Res je že čas, da vstanem, je s počasnim glasom naznanil in se trudoma skobacal s postelje ter previdno naredil nekaj drobnih korakov. Dedi, saj sem vedela, da nisi pozabil hoditi, ga je Mija objela. Gremo pozdraviti sonce, naravo in vas. Sonce je že počasi drselo proti večeru. Pomahali so mu. Mija je v prostor neba z roko narisala krog in žarke, Floki pa je dvignil tačko, od veselja spustil nekaj kapljic in za pika na i razposajeno zarepkal ter zalajal. O, dedek, pogrešali smo te, so dedka Stanka pozdravljali vaščani. Veseli smo, da si ozdravil. Gotovo ti je pri tem zelo pomagala vnučka s spodnjim delom dežlika v imenu. Mija, si mu ti naredila te lepe pegice? Ja, je ponosno prikimala, poskočila in se 3-krat zavrtela. Dedek jo je pobožal in objel. Mija je moj zakladek. Stari ljudje imamo 3 zdravnike, vnuke in vnukinje, sonce in dohtarje. A najboljši med njimi so vnukinje in vnuki. Izjemna pravljica s čudovitimi ilustracijami. Samo poglejte, kakšno veselje. Bravo, Mija, kako pozitivna ter vztrajna deklica si. Ja, in še kako pomembne so nevidne vezi v naših družinah. In te vezi naj bodo podkrepljene z ljubeznijo, otroško igrivostjo in zavedanjem, da ob temnih oblakih, ki se nekega dne morda zgrnejo nad nas, poiščemo moč, s katero bomo pomagali drug drugemu. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še eni pravljici, v kateri nastopa današnja junakinja Mija z naslovom Kje ima hiša srce. V tej pravljici boste spoznali srčno deklico Mijo ter njeno prikupno družino. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček vsem in ne pozabite se stisniti k svojim dragim babicam, dedkom ali pa k svojim staršem. Lepo se imejte, bodite obsijani soncem in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, Mija, imaš pa res posebno moč. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica pa bo zagotovo nekaj posebnega. Namreč deklica Juna mi je poslala čudovit videoposnetek, v katerem me je kar sama prosila, če lahko preberem čudovito slovensko pravljico z naslovom Nosku se zgodi čudež. Draga Juna, zelo si pogumna in seveda z največjim veseljem bom prebrala to pravljico zate ter za vse ostale poslušalce pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Nosku se zgodi čudež, ki jo je napisal slovenski pisatelj Franci Rogač. V gozdičku, nedaleč od vasice Snežink, še danes živijo različne živali. Med najbolj zanimivimi prebivalci so zagotovo ježki. Na svojih hrbtih imajo bodice in skrbijo za ravnotežje v naravi ter so nenehno v gibanju.
Niti najtežji sadeži jim niso pretežki. Brez ježkov bi bil pravi dolgčas. Še najbolj zanimiva in posebna med njimi je družina Bodica. Mami Ježici in očetu Ježku je na svet privekal sinko Nosko. Žal ni mogel slišati staršev, ki so mu govorili v uho. Nosko je nekoliko težje govoril kot drugi, znal pa je besede razbrati z ustnic. To, da ni slišal nobenega zvoka, ni zagrenilo njihovega življenja. Skupno vnemo in ljubeznijo se je vsa družina naučila govorice gluhih. Nosko se zato ni počutil drugačnega. Občutil je moč svoje domišljije in svojih ročnih spretnosti. Odločil se je, da se bo izšolal za čarovnika. Da bi se naučil čarati, je za pomoč prosil svojega dedka, ki je živel v bližini. Dedek ga je z veseljem podučil o vseh čarovniških skrivnostih. Nosko je znal s čarovnimi besedami in kretnjami tako navdušiti občinstvo, da si je vedno prislužil bučen aplavz. Kot vse nadobudneže so ga vpisali v šolo, kamor so hodili ježki iz sosednjih gozdičkov, ki prav tako niso slišali. Učitelji so jih tam učili znakovne govorice. Poučili so jih tudi, kateri sadeži so užitni. V zelo kratkem času so vsi vedeli, katerega lahko pojedo. Kmalu pa je Nosko ugotovil, da ne vidi prav dobro. Vse je bilo precej megleno, kot bi gledal skozi umazano šipo. Nekaj časa je to spretno prikrival, dokler niso opazili njegovi starši. S kretnjami so mu povedali, da mu bodo v težavah vedno pomagali. V manj kot enem letu je Nosko dokončno upešal vid. Ker ni mogel več videti, je bil zelo žalosten. Prve dni ni vedel niti, kdaj je dan in kdaj je noč. Zato se je večkrat zaletel v predmete okoli sebe. Vseeno pa je lahko občutil sončno toploto, ki ga je spominjala na dneve, ko je še videl. Čeprav se je moral odpovedati svojemu najljubšemu hobiju, je globoko v sebi vedel, da se ne sme predati žalosti. Tudi dedku ni bilo vseeno zanj, zato ga je večkrat prišel tolažit. Na srečo pa se je Nosko razvil voh. Z nosom je zaznaval prav vse sadeže, predvsem tiste, ki so bili nujni za njegovo preživetje. Našel jih je mnogo prej kot drugi ježki. Da bi lažje hodil, so mu izdelali posebno belo palico, s katero je na poti utipal drevo ali veje, ležeče na tleh. Nosko ni mogel ne slišati in ne videti, zato se mu je bolj razvil tip. Z nožicami je lahko veliko bolje utipal stvari kot drugi. Naučiti se je moral tudi posebne spretnosti branja. Tej pisavi rečemo brajeva. Sestavljena je iz drobnih pik. Nosko jih je prebiral s svojimi blazinicami. Izraziti voh in tip je znal uporabiti sebi v prid, tako da je pomagal najti sadeže tistim ježkom, ki so imeli velike težave pri iskanju hrane. Nekateri zelo leni prijatelji so začeli izkoriščati Noskovo požrtvovalnost. Iz njega so se celo norčevali, ga ovirali in mu jemali dobrote izpred nosu. Kljub temu je bil Nosko dobrosrčen in jim je prinašal kaj za podzob. Vsak sadež, ki ga je hotel dati na svoje bodice, je podrobno otipal, ali je užiten. Navadno je komaj še zmogel nabrati dovolj zalog. Nosko se pred začetkom zime ni zavedal nevarnosti, ki bi ga lahko doletele. Kot že tolikokrat prej je po ustaljeni poti hitel iskat hrano. Nenadoma je začelo močno snežiti. Na zemljo so začele padati debele snežinke in hitro pobelile gozdnato pokrajino. Nosko je precenil svojo zmogljivost in je nabral nekoliko preveč sadežev, zato ga je začelo zanašati. Pri tem se je nerodno spotaknil ob vejo, ki je ni zaznal z belo palico, in je padel. Hotel je že nadaljevati,
a mu je moker sneg onemogočil napredovanje. S hrbta je odvrgal nekaj najtežjih sadežev, a mu niti to ni pomagalo. Poskušal se je izkopati izpod snežne odeje, vendar je bil že povsem izmučen. Zaradi utrujenosti mu je pošla sapa in je omedlel. Noskove starše je pošteno skrbelo, ker ni pravočasno prišel domov. Prestrašeni, da se mu ni kaj pripetilo, so ga poskušali najti. Zaradi slabega vremena jim je na koncu ostalo le upanje, da se bo vrnil živ in zdrav. Tudi leni ježki so zdaj trepetali zanj. Snežink pa so se razveselili otroci. Takoj so se odpravili narediti sneženega moža. Odločili so se, da bodo letos izdelili največjega. Ko so ga skoraj dokončali, je bil snežak že tako velik, da so jim morali pomagati starši. Poimenovali so ga Kepo. V roke so mu dali metlo, na sredino glave korenček, na glavo so mu poveznili klobuk, iz gumbov pa so naredili oči. Zaradi mraza so se poslovili od njega in se odpravili spat. Tik pred polnočjo pa je v polni luni in njenih žarkih oživel, saj je imel posebno moč in je lahko hodil. Nos mu je pomagal, da je malega noska takoj našel. Ker so Kepa naredile tople otroške roke, je bil v notranjosti topel. Noska je vzel v svoje varstvo, da ga bo čez zimo grel. Nato se je hitro vrnil na svoj prostor, saj otroci niso smeli opaziti, da ima pravzaprav čudežno moč. Zavedali pa so se, da se bo Kepo stopil v prvih toplejših žarkih. In to se je tudi zgodilo. Vsi so obnemeli, ko so na tleh zagledali vklopčič svitega ježka. Zaskrbljeni za njegovo zdravje so ga odnesli domov. Pripravili so mu lepo leseno škatlo in vanjo položili mehko odejico, s katero so ga pokrili. Vsak dan so bili ob njem in ga božali. Ljubezen in toplina, ki sta ga obdajali, sta Noska obudili. Ob jutranjem svitu je znova odprl oči. Zdelo se mu je malce nenavadno, ko je zagledal pisano paleto mavričnih barv. Še enkrat si je pomel oči. Čudeža še ni bilo konec, saj je zaslišal prvi zvok. Od sreče ni vedel, kaj bi storil. Poskušal je spregovoriti, vendar je sprva jecljal. Nosko se s tem ni pretirano obremenjeval, saj je vedel, da se bo z malo truda hitro naučil govoriti. Želel je že oditi, vendar je bil še zmeraj šibek. Počakal je, da so se otroci zbudili, nato jim je z veseljem pokazal, da zna čarati. Nad njegovimi vragolijami so bili zelo navdušeni. Noska je seveda zanimalo, kje so ga našli. Šele po dolgem posvetu, ali naj mu povedo, so mu zaupali, da so ga opazili pod sneženim možem. Nad to novico je bil zelo začuden. Zanj je bilo najpomembneje, da je ostal živ. Ob slovesu so mu obljubili, da bodo tudi naslednjo zimo naredili Kepa. Vesel, da so postali prijatelji, se je Nosko končno odpravil domov. Starši niso mogli verjeti svojim očem, ko se je prikazal na travniku. Vsi ježki so pohiteli k njemu. Zastal jim je dih, saj so opazili, da lahko Nosko vidi in sliši. Šele ko so se mu leni ježki upravičili, jim je zaupal, kako mu je uspelo preživeti zimo. Nosko je o svoji dogodivščini pripovedoval vsem naslednjim rodovom. Predvsem pa, da bi se iz nje naučili, da ne sme nihče izkoriščati šibkih in nemočnih. Pred vsako zimo je nesel na kraj, kjer je stal Kepo, 8 hrušk ali jabolk in se mu tako zahvalil. In vsako pomlad je na tleh zagledal nekaj koščic. Tako je vedel, da je Kepo z veseljem pojedel sadeže. Tudi otroci so ga tam zmeraj pričakali. Njihovo druženje se je končalo s kakšno čarovniško zvijačo in vednostjo, da so vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Dragi otroci, ta pravljica vam pove, da je lepo,
če ste vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Kako ganljiva pravljica. Resnično se me je dotaknila. In kako pogumen je bil Nosko, prav neverjetno. Vsaka ovira v njegovem življenju je zanj pomenila le nov izziv in vsakega izziva se je lotil z neverjetno vnemo ter pogumom. Bravo, Nosko. Moram pa priznati, da so me razžalostili njegovi prijatelji, ki so mu radi ponagajali ter ga celo izkoriščali. To zagotovo ni prav. Pohvalno pa je, da so se mu na koncu opravičili. In zakaj je ta pravljica nekaj posebnega? Tudi zato, ker lahko na zadnjih straneh zasledimo znakovni jezik za gluhe in naglušne ter tudi slovensko Braillevo abecedo. Abecedo za slepe in slabovidne. Če pa slučajno še niste zasledili, kako izgleda, je to takole. Torej slovenska abeceda za znakovni jezik in Brailleva abeceda s takšnimi drobnimi pikicami, ki je namenjena slepim in slabovidnim. Draga Jona, najlepša hvala za idejo o zares čudoviti ter čudežni slovenski pravljici. Iskrena zahvala pa tudi gospe Daši Peperko, mojstrici slovenskega znakovnega jezika. Namreč z njeno pomočjo bodo pravljico lahko spremljali tudi gluhi in naglušni. Srčna hvala še enkrat. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici, ki jo je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič z naslovom Veveriček posebne sorte. V tej pravljici boste spoznali veverička po imenu Čopek, ki se je skotil skrivljeno sprednjo tačico in tako ni mogel raziskovati gozda ter se igrati s svojimi bratci in sestricami. Tudi ta pravljica je zares čudovita. Prijazen pozdravček vsem in otroci, pazite na svoje zdravje, kajti zdravje je naše največje bogastvo. Lepo se imejte in uživajte. Jona, tebi pa še enkrat najlepša hvala. Čau, čau. Pa res čudež. Bravo, Ježek. Super si bil. Pozdravljeni, dragi otroci. Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Pa še res je, tudi mene veseli, da smo otroci ponovno skupaj. Danes sta z mano Laura in Lili, ki sta Bratec in sestrica. Tako je. In kot nalašč sem za današnji dan izbrala pravljico Bratov Grimm z naslovom Bratec in sestrica. Tako je. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej pravljici. Bratec je prijel sestrico za roko in rekel: Odkar je umrla najina mamica, nama niti za trenutek ni lepo. Mačeha naj vsak dan tepe in brca. Samo ostanke suhih skorjic kruha so najina hrana. Še psu pod mizo se godi bolje. Kdaj pa kdaj le dobi dober zalogaj. Ko bi to vedela najina mamica. Pojdiva raje v beli svet. Ves dan sta hodila preko travnikov, polj in kamnitih stez. In ko je začelo deževati, je sestrica rekla: Še ne bo joče skupaj z najinimi srci. In zvečer sta prispela do temnega gozda. Bila sta utrujena od vsega hudega, od lakote in dolge poti sta se zavlekla v votlo deblo in takoj zaspala. In ko sta se zjutraj zbudila, je bilo sonce že visoko na nebu in je lepo grelo. Bratec pa je rekel: Sestrica, zelo sem žejen. Prav rad bi poiskal kakšen izvir in se napil vode. Mislim, da ga slišim, kako žubori v bližini. Vstala sta
se spet prijela za roke in odšla iskat izvir. Vendar njuna mačeha je bila tudi hudobna čarovnica. Videla je, da sta otroka odšla od doma in jima je sledila. Tihotapila se je za njima in začarala vse potočke v gozdu. In ko sta prišla do izvira, iz katerega je voda veselo vrela preko kamnov in se bleščala v soncu, se je bratec sklonil, da bi se napil. A sestrica je iz žuborenja razbrala besede: Kdor bo pil mojo vodo, bo postal tiger. Kdor bo pil mojo vodo, bo postal tiger. Zaklicala je: Prosim, bratec, ne pij, spremenil se boš v divjo zver in me boš raztrgal. Bratec ni pil, četudi je bil strašno žejen, in je rekel: No prav, do naslednjega studenca bom že zdržal. In ko sta prišla spet do vode, je sestrica zaslišala, kako studenec govori: Kdor bo pil mojo vodo, bo postal volk. Kdor bo pil mojo vodo, bo postal volk. Spet je kriknila: Bratec, prosim te, ne pij, postal boš volk in me boš požrl. Bratec že spet ni pil vode in je rekel: Prav, počakal bom do naslednjega studenca, ampak takrat bom moral piti, saj je moja žeja prehuda. In ko sta prišla do tretjega izvira, je sestrica slišala, kako voda žubori. Kdor bo pil mojo vodo, bo postal srna. Kdor bo pil mojo vodo, bo postal srna. Zato je rekla: O, bratec, ne pij, spremenil se boš v srno in mi boš ušel. Ampak bratec je že počepnil k vodi, se nagnil in začel piti. In čim se je z ustnicami dotaknil vode, se je spremenil v srnjačka. Sestrica je zajokala zaradi ubogega zakletega brata. Tudi srnjaček je jokal in žalostno legal k njej. Čez čas pa je deklica rekla: Pomiri se, srnjaček, nikoli te ne bom zapustila. In šla sta naprej po gozdu. Dolgo sta hodila in naletela na majhno leseno kolibo. Deklica je skozi lino poškilila noter. Bila je prazna. Tukaj lahko živiva, je rekla sestrica. Srnjaček je bil zadovoljen in je veselo skakljal okrog nje. Če bi le bratec imel še človeško podobo, bi bilo življenje čudovito, je pomislila deklica. Nekaj časa sta tako mirno živela v divjini. Pa se je zgodilo, da je kralj v gozdu priredil velik lov. Med drevjem so se razlegali lovski rogovi, pasji lajež in veselo kričanje lovcev. Tudi srnjaček je vse to slišal, pa si je hotel vse ogledati od blizu. O, sestrica, je rekel, pusti me ven na lov, ne zdržim več. No prav, mu je s težkim srcem odgovorila, ampak vrni se do večera. Zaklenila bom vrata, saj se bojim divjih lovcev. In ko boš prišel, potrkaj in reci: Sestrica moja, spusti me noter. Če ne, ne bom odprla vrat. In srnjaček je odskakljal. Lepo mu je bilo na prostosti in prav vesel je bil. Kralj in njegovo spremstvo so opazili lepo žival in začeli so jo zasledovati. In ko so že mislili, da so ga ujeli, je srnjaček preskočil grmovje in izginil. In ko se je zmračilo, se je vrnil do koče, potrkal in rekel: Sestrica moja, spusti me notri. Vrata so se odprla in smuknil je v kočo. Vso noč je počival na svojem mehkem ležišču. Zjutraj se je lov začel znova. In ko je srnjaček zaslišal lovski rog, mu ni bilo obstanka, pa je rekel: Sestrica, odpri mi, moram ven. Sestrica je odklenila vrata in rekla: Vrni se do večera in izgovori besede, kot sva dogovorjena. In ko so kralj in njegovi lovci znova zagledali srnjaka, so se pognali za njim, a spet je bil prehiter in preveč okreten zanje. Lov je trajal ves dan in ob mraku so žival obkolili. Neki lovec ga je rahlo ranil v nogo. Srnjaček je šepal in ko je preskočil grmovje in tekel proti svoji kolibi, mu je lovec sledil. Slišal je, kako je srnjaček zaklical: Sestrica moja, spusti me noter. Videl je, da so se vrata odprla.
Srnjak je smuknil noter in vrata so se spet hitro zaprla. Lovec je odhitel k kralju in mu povedal, kar je videl in slišal. No prav, je rekel kralj, jutri gremo znova na lov. Sestrica se je zelo prestrašila, ko je videla, da je srnjaček ranjen. Na rano mu je položila zdravilne trave in rekla: Sedaj pojdi počivat, zjutraj boš zdrav. Srnjak rane naslednjega jutra sploh ni več čutil. In ko je zaslišal lovski hrup, je vzkliknil: Moram ven, takole zdravega in hitrega me pač ne bodo ujeli. Sestrica pa je zajokala: Tokrat te bodo lovci ubili, v tej koči bom ostala sama, zapuščena od vseh na svetu. Ne pustim te. Potem pa ti povem, da bom tule umrl od žalosti, je odgovoril srnjak. Takoj, ko zaslišim lovski rog, moram v dir in poskok. Sestrica ga ni mogla zadržati. S težkim srcem mu je odprla vrata in srnjak je planil v gozd. Ko ga je kralj zagledal, je rekel svojim lovcem: Preganjajte ga ves dan, a ne storite mu nič žalega. Ko je sonce zašlo, je kralj rekel lovcu, ki je prejšnjega dne sledil srnjaku do koče: No, pojdiva, pokaži mi pot. In ko se je znašel pred vrati koče, je kralj potrkal in rekel: Sestrica moja, spusti me noter. Vrata so se odprla in kralj je vstopil. Pred njim je stala tako lepa deklica, kakršne še ni videl. Sestrica se je prestrašila, ko je videla, da ni vstopil srnjak, pač pa mož z zlato krono na glavi. Kralj jo je ljubeznivo pogledal in rekel: Prosim, pojdi z menoj na grad in postani moja ljubljena žena. Rada, je odgovorila deklica, če dovoliš, da gre z mano tudi srnjak, ki ga nočem pustiti v gozdu. Kralj pa je odgovoril: Naj bo tako. Srnjak lahko ostane s teboj, dokler bo živel, in obljubljam ti, da mu na dvoru ne bo hudega. V tem trenutku pa je v kočo pritekel srnjak. Deklica ga je z vrvjo privezala okrog rogovja in ga odpeljala iz gozdne koče. Potem je sedla k kralju na konja in skupaj so odšli na grad. Tam so pripravili veličastno poroko. Deklica je postala kraljica in velika gospa. In tako so lepo živeli in razvajali srnjaka, ki je skakal po kraljevskem vrtu. Hudobna mačeha, zaradi katere sta otroka odšla od doma, je mislila, da so sestrico raztrgale divje zveri, srnjačka pa ustrelili lovci. In ko je izvedela, kaj se je v resnici zgodilo, jima jo je spet sklenila za gosti. In še njena grda, na eno oko slepa hči je ves čas očitala: Jaz bi morala postati kraljica. In ko je bil kralj nekoč na lovu, je kraljica rodila lepega dečka. Čarovnica pa se je spremenila v sobarico. Prišla je v kraljevske sobane in rekla: Čas je za kopel, milostljiva. To vas bo osvežilo in povrnilo moči, le hitro, da se voda ne ohladi. Kraljica je mislila, da ima opraviti s pravo pomočnico in jo je ubogala. Z lažno sobarico je bila tudi njena hči. Skupaj sta odnesli onemoglo kraljico v kopalnico in jo položili v banjo. Krepko sta zakurili, da bi se lepa kraljica čim hitreje zadušila. In ko sta to storili, je čarovnica položila krono na glavo svojih hčeri, iz čarovnijo spremenila obraz in telo, ni pa mogla popraviti slepega očesa. In da kralj tega ne bi opazil, je morala v postelji ležati tako, da je skrivala manjkajoče oko. Ko se je kralj zvečer vrnil na grad, se je silno razveselil novice, da ima sina. Pohitel je do postelje svoje drage, a mu sobarica ni pustila. Trdila je, da je kraljici potreben počitek v mraku. Kralj se je umaknil in ni vedel, da v njegovi postelji leži lažna kraljica. Sredi noči, ko so vsi spali, le do Ilija je bedela ob zibki, so se odprla vrata in v sobo je stopila prava kraljica. Vzela je dete iz zibke, si ga pritisnila na prsi in ga podojila. Tudi na srnjaka ni pozabila. Približala se mu je, ga pobožala po hrbtu in mu oči izginila.
Zjutraj je Doilija spraševala stražarje, če je po noči kdo prišel v sobo. Odgovorili so, da ne. In potem je kraljica v naslednjih nočeh še velikokrat prihajala, a nikoli ni spregovorila. Doilija jo je opazovala, a o tem ni smela z nikomer spregovoriti. Neke noči pa je kraljica rekla: kako je z mojim sinom? In srnjak je živ, boječ? Jaz sedaj odhajam, nazaj ne pridem nikdar več. In ko je to slišal kralj, je vzkliknil: to ne more biti nihče drug kot moja ljubljena žena. In ona je odgovorila: res je, jaz sem tvoja žena. Velika ljubezen je premagala čarovničino hudobijo. Po kraljici je znova steklo življenje, prozorno bledico je zamenjala zdrava rdečkasta barva. Kralju je razložila, kaj sta ji storila čarovnica in njena hči. Kralj mu je ukazal soditi in dobili sta hudo kazen. Hči so odvedli globoko v gozd, kjer so jo raztrgale zveri. Čarovnico pa so zažgali. In v trenutku, ko se je čarovnica spremenila v pepel, je srnjak znova dobil človeško podobo. Bratec in sestrica sta potem živela še dolgo in veselo, prav do konca svojega življenja. Tako. Vam je bila všeč tale pravljica? Zelo. Ja? Kaj ste se pa naučila iz tele pravljice? Da spet ljubezen premaga strah. Ja, res je. Ljubezen premaga strah, pa tudi zlo, a ne, na tem svetu. Zato se moramo imeti radi. Sicer si tu pa tam kdaj ponagajamo, a ne? Ampak to ni nič takšnega. Važno je, da se imamo globoko v srcu resnično radi, kaj ne? Tako. Kaj bomo še sporočili otrokom? Če nas želite še spremljati, potem kliknite na Moj knjižni kotiček in kmalu se spet vidimo. Tako. Do takrat. Takrat pa adijo in čau, čau. Čau, čau, lepo se imejte. Tako. Je bilo luštno? Evo, zdaj pa lahko gremo.